Slovenski gluhi košarkarji so se po 6-letnem premoru ponovno vrnili na košarkarski parket. Udeležili so se svetovnega prvenstva gluhih v košarki, ki je potekalo med 13. in 24. junijem v grškem mestu Heraklion na otoku Kreta. Slovensko barvo so zastopali Miha Zupan, Saša Lukić, Jano Rešnik, Jaka Marković, Miha Jakovčič, Aleksandar Perić, Matic Makuc, Damjan Šebjan, Domen Starc in Peter Ranković. Ekipo je vodil trener Jaka Hladnik. Prijavljenih je bilo 16 moških in 8 ženskih ekip. Slovenska košarkarska reprezentanca gluhih je bila v predtekmovalnem delu razvrščena v skupino B, skupaj z reprezentancami Združenih držav Amerike, Izraela in Hongkonga. Na prvi tekmi predtekmovalnega dela je Slovenija premagala Hongkong z rezultatom 109-36. Trener Jaka Hladnik je tako uspešno debitiral kot trener gluhih. Najboljši strelec tekme je bil Saša Lukić s 34 koši, sledita mu Jano Rešnik z 22 in Jaka Marković z 19. Najbolj napeta tekma v skupini je potekala med Izraelom in ZDA, v kateri so Izraelci zmagali zgolj s točko razlike, in sicer 68-67. Slovenija je naslednji dan na drugi tekmi predtekmovanja premagala Izrael z rezultatom 80-67. Prvi polčas je bil v znamenju slovenske prevlade po celotnem igrišču, v drugem polčasu pa je bila igra Slovencev bolj krčevita, saj so Izraelci spremenili strategijo in začeli s tesnim pokrivanjem. Zato je prednost naših hitro kopnela. A v zadnji četrtini tekme so uživeli in poskrbeli za varno razliko do končne zmage. Na zadnji tekmi predtekmovalnega dela je Slovenija žal nesrečno izgubila proti reprezentanci ZDA z rezultatom 69-96. Pomagala ni niti conska obramba, skozi katero so Američani uspešno prodirali. Trener Hladnik je poskušal z menjavami igre zaustaviti ameriške napade in zmanjšati razliko, a ni bilo pravega uspeha. Najboljši strelec Lukić in kapetan Zupan sta bila tesno pokrita, a sta vseeno dala največ košev za Slovenijo. Miha Jakovčiča so Američani naštudirali in ga blokirali. Strelci za Slovenijo so bili Saša Lukić s 28 koši, Miha Zupan s 17, Jaka Marković s 15. Ker so reprezentance iz Slovenije, ZDA in Izraela dosegle enako število točk, so v tem primeru štele razlike medsebojnih tekem. Od Slovencev je bil uspešnejši Izrael, ki je v prvi tekmi premagal ZDA za 1 točko. Zato je Slovenija šla v naslednji krog tekem, v katerem se je potegovala za 9. mesto.
Slovenska košarkarska ekipa gluhih je v tekmi za 9. do 16. mesto najprej tekmovala proti Libanonu in zmagala z rezultatom 124-29. Izbranci selektorja Jake Hladnika niso imeli težav s prvim tekmecem v tem delu tekmovanja. Pri zmagi s skoraj 100 točkami razlike je Saša Lukić dosegel kar 61 točk. Slovenija se je v zadnji tekmi za 9. mesto pomerila z Avstralijo in po trdem boju zmagala z rezultatom 77-56. Trener Jaka Hladnik je ob skromnih resursih po 6-letnem premoru naredil in usposobil dobro ekipo, ki ima potencial tudi za naprej. Najboljši slovenski strelci so bili Jaka Marković 21, Miha Zupan 20, Saša Lukić 18, Jan Orešnik 7, Domen Starc 5, Matic Makuc 3, Peter Ranković 2 in Aleksander Perić 1. Saša Lukić je bil s svojimi 160 koši izbran za najboljšega strelca turnirja. Za nami je tekmovanje v Grčiji, kjer smo dosegli manj, kot smo želeli in pričakovali. Ni bil toliko usoden poraz, kot slaba igra v zaključku tekme proti Izraelu, kjer smo zapravili visoko prednost. Vsaka šola nekaj stane. Ostaja grenak priokus. Smo pa videli, kam sodimo in kaj še manjka. Prepričan pa sem, da bi lahko prišli do polfinala. Tja je prišel Izrael, ki se bori za bron. Imeli smo tudi nekaj smole. Poškodoval se je Miha Jakovčič. Smo pa na tem turnirju dobili potrditev kvalitet Jake Markovića. Je po tekmovanju povedal selektor Jaka Hladnik, ki je pohvalil organizacijo in izvedbo tekmovanja. Svoje misli pa Hladnik že usmerjal naslednje leto, ko bo Evropsko košarkarsko prvenstvo gluhih potekalo v španskem obmorskem mestu Malaga. Prihodnje leto je Evropsko prvenstvo v Malagi. Letos septembra začnemo z delom. Pred tokratnim svetovnim prvenstvom smo postavili določene preproste principe. Igralci so jih osvojili, a je še precej prostora za napredek. Na Evropskem prvenstvu v Malagi nas zanima odmeven rezultat in uvrstitev na olimpijado gluhih, je napovedal Hladnik, ki se je ob tem zahvalil Mihi Zupanu in Antonu Petriču za izkazano zaupanje pri vodenju reprezentance. Tokrat so svetovni prvaki postali tekmovalci iz ZDA, podprvaki pa Litvanci. 3. mesto je osvojila Ukrajina. Pri ženskah so prvakinje postale prav tako Američanke, 2. mesto Ukrajinke, 3. pa Grkinje. Košarkarski reprezentanci gluhih Slovenije iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspeha tudi v prihodnje.